Jaz sem Mladen Dolar, profesor na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete in rad bi nekaj rekel o doktoratu svojega kolega, prijatelja, tesnega prijatelja Slavoja Žižka. To je tisti doktorat, ki bi na tej razstavi moral biti posebej izpostavljen, ker je Slavoj daleč najbolj slavni doktorant te fakultete. Predava na vseh največjih svetovnih univerzah, njegova dela so prevedena v 30 jezikov, v njem se pišejo, v njegovem opusu se pišejo knjige, postala je svetovna referenca in Slavoj je odklonil, da bi imel kakšen intervju v tem, da je njegov doktorat tukaj razstavljen, kar se bo lahko interpretiral kot njegova aroganca, ampak mislim, da ima za to zelo dobre razloge. Te razloge je iskati ne v samem doktoratu, v času doktorata, ampak v času vrnice moramo v leto 1975, ko je podal svoj magisterij. Takrat je bil ta magisterij zavrnjen, ne iz strokovnih razlogov, strokovno je bil celo ocenjen kot briljanten, ampak iz popolnoma političnih razlogov, zaradi njegovega neprimernega odnosa do marksizma. Slavoja so prisilili, da je napisal dodatek k temu magisteriju, ker naj se izjasni, kaj si misli o marksizmu, in potem so ga zelo stisnjenimi zobmi spustili. Kljub temu pa je imelo to, je bila posledica tega to, da takrat obljubljena zagotovljena služba na Filozofski fakulteti, to so pozabili. Zdaj, ko je stoletnica Filozofske fakultete in ko je treba slaviti zelo upravičeno slaviti zelo mnoge dosežke Filozofske fakultete, je to tudi čas refleksije, da se premisli o kakšnih krivicah, ki so bile storjene, in teh krivic je več, in ena očitna je v tem, da je Filozofska fakulteta takrat zavrnila Žižkov magisterij in mu onemogočila zaposlitev na Filozofski fakulteti. Veliko kasneje, 20 let kasneje, so veliko vabili, da bi jim karkoli v 90-ih letih po osamosvojitvi, ampak takrat je bilo že prepozno, ker ima svetovno slavo. Tako da ostane to zelo zgovorno dejstvo, da človek, ki danes predava v vseh največjih svetovnih univerzah, ni nikoli predaval na Filozofski fakulteti.